naprave imamo, eno gondolo, potem je štiri vlečnice. Imamo tudi namen, da bomo drugo ali naslednjo leto se tudi eno sedežnico opremili na gori. Mi imamo okrog 15-16 km krog, tudi mislim ena najbolj dolgih dolinskih naprav do dolino, to je od 1900 do 600 metrov višine razlike. Gondola pripelje okrog 800 ljudi na uro. To je 49 gondol, vsako gondola se lahko 6 usede. Vlečnice imajo pa vsaka okrog 1000 ljudi na uro. Zgoraj, teda zgoraj vlečnice kar precej več vlečejo. Vemo, da pa v teh današnjih časih ljudi imajo zelo radi sedežnice in to mislimo tudi, da bomo naslednje leta lahko uskrbeli v to, da bojo tudi sedežnice. Kdaj ste letošnjo sezono začeli? Ja, to je bilo zelo zanimiva sezona, ko oktobra, ko se pravzaprav začne se priprave, ali pa že prej, avgusta, še nismo nič vedeli, če bomo sploh dobili. Da sigurno ne bo pri nas 6. novembra. In taj smo šele štartali z vsem, ni bilo pripravljeno nič. Ko je bilo namen, da bi zima ne laufala več. Tako da letos imamo bolj, kako bi rekel, spontano. Vse, kar se dogaja, je bolj spontano. Ljudi, kjer so prej bili, so zvukaj vsi ostali, blih 2 glavi. Ko sta prej bili, tistih ni več, tiste imamo druge. Koliko ljudi skrbi potem za vaše smučišče? To je za jih okrog vse kupaj 22. To je pa tudi takih, kot da niso celi časi tukaj. Torej so samo kratke čase, če en dopust ima, da si lahko rekel dopust. Letošnja zima dokaj skopari z naravnim snegom, kako vi to? Ne, za nas je bilo do zdaj zelo v redu. Imamo zelo dobro ekipo za usneževanje. En fant je prej veliko let po celi Evropi samo usneževanje delal. Tega smo dobili tudi bližano tukaj, od tega doma, da zelo dobro obvlada. Seveda, mi se nismo mogli letos jesen nič obnoviti, imamo že pred, da bomo veliko hitreje še v sneževanju, da bi tudi nam uspelo, če so temperature v redu, v enem tednu celo progo usneževati, do dolino. To je naš cilj. Letos je nam uspel v enem tednu, ampak samo zgoraj. Tam še nam še minka nekaj topo, pa kar je več so pumpe. Do kdaj naj bi trajala sezona smučanja? Do 20. marca. Kaj boste pa poleti? Poleti imamo pa zelo veliko skolesarjeno. Imamo tudi Didi Schneiderja, to je najbolj znanih nemških ljudi, ko proge delajo, ali ko so tudi sami dobri biciklarje, da imamo Country Flyer tu, ki je tudi dobil enkrat nagrado v Ameriki. Kot ta boljša nagrada, to je bilo pred 2 letami na svetu. In tu bomo še tudi letos, čez leto, več novih prog naredili zraven. Tudi za downhillerje, tiste, ki zdaj nismo imeli toliko. To so zelo veliko, lansko leto je bilo 8000 biciklarjev na gori. Za letošnjo leto bi bil cilj 10 000. To z njim bi bili zelo zadovoljni. Kakšen je pa obisk smučarjev? Smučarjev imamo do zdaj okrog 32 000. Cilj nas je čez cel sezon do leta 40 000. Mislim, da to bo... Na gori je 3 gostinskih lokalov. Eno je tudi malo, kako bi rekel, improvizirano, ko lansko leto je bilo zaprto. In do drugega leta, ali pa do letos jeseni, upamo, da bo nam uspelo novo panoramsko gostilno. To bo pa malo višje, da se tudi vidi res čez celo Koroško, tudi velike dele Slovenije. In tudi zadnji med goreno, to je na panoramska gostilna. To je res 360 gradov okrog lahko vidiš. Mislim, okrog 2 milijona evrov. Samo ta gostilna. To pa zelo nujno rabimo tudi za poleti. Hočemo tudi pokojence, da bi malo več pokojencev dobili. Zdaj so vsi morali 300-400 metrov pešiti, to je za njega že prehudo. Hotel pod Peci je tudi nas in ta bomo ga šele letos sanirali, da bo spet z celim wellnessu drugo leto odprt, od jeseni ali pa v zime. Tu je tudi savne, kako se reče, bazen, topo bazen, da se bomo to spet vse urihtali. In tudi smo že v pogovorih, da bo prišel drugi hotel, veliki,
z 200 posteljami. Tako da bi bilo v dolini, kar spoda okrog 300 postelj, to je naš cilj. Kolikšni so pa stroški obratovanja tega smučišča, ki ga imate tu? Ja, pa letos, ko imamo veliko snežovat, lahko rečeš okrog 600 tisoč evrov so stroški čez leta. In to vse več. In to moraš tudi gledati, da ne oddaviš. Letos bomo videli, do zdaj je bilo zelo dobro. Če bo še februar ali pa tudi do 20. marca vozimo do tega, če bodo to pustilo, smo tudi optimistični, da bi bilo pokrito. Zdaj so vaši gostje tu iz Koroške in Slovenije, razmišljate tudi morda iz goste iz drugih držav? V Sloveniji imamo zelo veliko gostov, to smo tudi zelo ponosni, je to zmeraj že bilo. Mislim, pretekle leto je bilo 60% Slovencev, letos pa tudi nas veseli, da Avstrijci spet najdejo našo goro, tako da se drži, mislim, enakomerno, 50-50, Slovenci in Avstrijci. Seveda, zelo veliko vprašanje je tudi Mađarske, ali so tudi Hrvačke, pa tudi nemške ljudi. Veliko jih je tudi takih, da iščejo take smučišče, da ni taka zirana frekvenca. To mi tudi nikdar nočemo konkurirati z velikimi smučiščami. Mi smo drugačni. To bomo pa v naslednjih letih probali bolj dokazati, da smo drugačni in dobri.